manj ogljikovih hidratov in veliko zdravih maščob. To je načelo Tine Potisk, ki bo danes z nami pripravila 3 različne jedi. Fluffy kruh, konjak puding in marmelado brez sladkorja in kuhanja. Tina, pozdravljeni. Zdravo. Kdaj ste začeli prehranjevati se na tak način in zakaj? 2 leti nazaj že. Prvotno zaradi hujšanja, potem pa sem ugotovila, da se dosti boljše počutim, manj sem napihena in je to nekako ostalo v moji navadi oziroma načinu prehranjevanja. Danes bomo pripravili fluffy kruh. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj vsebuje? Fluffy kruh, naš smo jo poimenovali fluffy zaradi tega, ker je fajn mehki. Problem pri vseh teh kruhih iz teh mok, ki so brez glutena in brez ogljikovih hidratov, je ponavadi, da so zelo zbiti kruhi. Naš je pa po tem receptu zelo mehki. Torej, lotimo se priprave kruha. Pa začnimo. Pa dodamo limonin sok, 3 žlice. Pomembno, na limonin sok damo čajno žličko sode bikarbone, ker to povzroči učinek shajanja in se že vidi, se sliši. Tako dodamo še malo začimb. Običajno tak kruh LCHF je bolj trd, ta pa je tekoč, je to v redu, ni preveč tekoč? Ne, to je v redu, tako mora biti, zaradi tega bo tudi taki mehki ostal. Medtem ko se kruh peče, bo Tina pripravila puding iz konjak moke. Ampak konjak, to ni alkoholna pijača, ne, to je rastlina. Prosim, lahko več poveste o tem? Ja, rastlina je v bistvu korenina in jo zmeljejo fino v takšen prahec, kateri je poln vlaknin, kar je super za našo prebavo. Vlaknine vemo, da nas napolnijo, da smo dlje časa siti in kar je super pri konjak moki, tudi na sebe veže holesterol. In v bistvu konjak moko naše telo ne more absorbirati in pade skozi nas. Ker pa veže holesterol, ga na sebe v bistvu veže in gre holesterol z konjak moko skozi nas. Super je za pripravo pudingov, kot bomo videli, za gostenje jedi, za razne želirne postopke in tudi za pripravo peciva. Super je predvsem tudi za hujšanje, ker nas napolni in smo dlje časa siti. Priporočljivo je 4 grame na dan zaužiti, ampak nikoli prvo vedno dati v vodo, pa potem zaužiti. Nikoli direktno v usta in potem vodo, ker se lahko zadušimo. Ker tak fejst veže vodo na sebe. Torej, pripravili boste puding. Kakšen puding je to? V bistvu je puding iz mleka, ki je brez laktoze. Tale je mandel kokos in lešnikovega mleka, isto brez laktoze, brez glutena, malo sladkorja ima. Dodali bomo konjak moko, sladkali bomo z eritritolom, to je dejansko naravno sladilo, čeprav ima taki grozno kemično ime, pridobivajo ga iz sadja. Je pa, kot se vidi, enak kot sladkor, edino malenkost manj sladki. To pa malo bomo začinili z vaniljo, ven del pudinga bomo dali lešnik
lešnikovo razmaščeno moko in to je to. Ne bomo pa kuhali, vse se dela hladno. Ja, najmanj ogljikovih hidratov ima gozdičevje, se pravi jagode, maline, robide. Mi smo vzeli kar mešanico vsega gozdičevja. V bistvu samo to je treba paziti. Čim manjši delež ogljikovih hidratov mora imeti sadje. Limone. Za konzervanc, vsaj malo, zaradi tega, ker sladkor tale ni konzervanc. Torej, marmelada tako hitro pripravljena 1, 2, 3 in je bila narejena. Zakaj še lahko uporabljamo konjak moko? Za zgoščevanje kakih omak, recimo, tudi za pecivo, isto smo ga dali malo v kruh, notri, ker je struktura dosti boljša, pa za želiranje, recimo, tudi je fajn. Pa potem se da malo več. Ali pa za hujšanje, samo v kozarec vode, pred jedjo, pol ure prej, da nas fajn nasiti. Torej, Tina pa je tudi za vas pripravila nagradno igro. Kdor bo pravilno odgovoril, bo lahko dobil konjak moko. Nagradno vprašanje pa je: kaj pomenijo kratice LCHF? Torej, pravilne odgovore nam pošljite na elektronski naslov valerija@gmail.com do 13. oktobra in srečni izžrebanec bo dobil konjak moko. Hitro nam pošljite pravilne odgovore. Rada bi se zahvalila za sodelovanje v tej oddaji, da ste nam pokazali 3 res že na izgled okusne jedi. Hvala vam. Hvala tudi vam za pozornost in se vidimo naslednji mesec. Adijo.